Pozdravljam vse, ki ste se zbrali v Peterlinovi dvorani v Trstu, pa tudi vse tiste, ki nam sledite po radijskih valovih in po spletu. Dovolite, da se najprej poklonim spominu profesorice Lučke Peterlin Susič, ugledne članice Društva slovenskih izobražencev. Od nje smo se poslovili prav danes. Zaradi tega začenjamo znanstveni posvet o Gentilejevi šolski reformi z enournim zamikom. Zahvaljujem se vam za razumevanje. Za italijanskega filozofa Giovannija Gentileja je bilo resnično in dobro le to, kar je mogoče poistovetiti s transcendentalnim subjektom oziroma z aktualnim mišljenjem mislečega. Kar je različno od njega, je bilo zanj abstraktno, samo po sebi neresnično in slabo. Ta v temelju totalitarna misel, kot jo je označil zgodovinar filozofije Nicola Bagnano, preveva tudi šolsko reformo, ki jo je Giovanni Gentile podpisal pred stoletji kot prosvetni minister v prvi fašistični vladi. Z njo so bile nenazadnje ukinjene šole, ki so bile različne po učnem jeziku, se pravi šole Slovencev, Hrvatov in Nemcev na ozemljih, ki jih je Italija pridobila po prvi svetovni vojni. Ta najbolj fašistična izmed reform, kot jo je imenoval Benito Mussolini, je bila tudi eden izmed najtrših ukrepov v načrtu črnega totalitarizma, da bi kulturno iztrebil vse tako imenovane tuje rodce v italijanski državi, še posebej Slovence. Toda nakazani fašistični načrt se je izjalovil. Primorci so se mu postavili po robu. Z Engelbertom besednjakom bi lahko rekli, da je vsak slovenski dom postal mala slovenska šola, k ohranjanju slovenskega izročila pa so veliko pripomogli tudi slovenski duhovniki s poučevanjem materinščine po župniščih in zakristijah. V tej luči je razumljivo, da je bila ena prvih skrbi narodno-osvobodilnega gibanja med drugo svetovno vojno na Primorskem obnovitev slovenskega šolstva. Partizanske šole so zrasle kot gobe po dežju. Ponovnemu vzpostavljanju javnega izobraževalnega sistema s slovenskim učnim jezikom na tem območju pa so med vojno in takoj po njej pripomogli tudi Slovenci zunaj OF. To dramatično in zapleteno zgodovinsko dogajanje je predmet znanstvenega posveta ob stoletnici Gentileve šolske reforme, posledice za primorski prostor, ki ga zdaj pričenjamo. Zahvaljujem se študijskemu centru za narodno spravo, da prireja to znanstveno sreče skupaj s Društvom slovenskih izobražencev. Zahvaljujem pa se seveda tudi vsem predavateljem, ter še zlasti Renatu Podberksiču in Ivu Jevnikarju, ki sta posvet pripravila. Mislim, da je ta študijska poglobitev potrebna in dragocena, tudi v luči prizadevanj za nadaljne razvijanje in izpopolnjevanje slovenskih šol, pa naj bo v mejah Republike Slovenije ali zunaj njih. Nove demografske razmere ter znanstveni in siceršnji razvoj zahtevajo, da se tudi naši izobraževalni sistemi nenehno obnavljajo. Zlasti Slovenci v Italiji se ta čas spopadamo s posebno zahtevnimi izzivi na tem področju. Naj nas Gentileva reforma kot negativen model, ki smo ga preizkusili na lastni koži, pri tem opozarja, da moramo ob enotnosti
in enakosti spoštovati in gojiti tudi raznolikost in posebnost. Vsem udeležencem voščim uspešno sodelovanje na posvetu in seveda tudi prijetno počutje v teh naših prostorih. Zdaj pa predajam besedo direktorju študijskega centra za narodno spravo, doktorju Tomažu Ivešiču, za uvodni pozdrav. Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji, prav vas pozdravljam v imenu Študijskega centra za narodno spravo. Ob tako čudovitem uvodu je vedno tisti, ki drugi nastopa v nehvaležni luči, ker ne točno kaj bi zdaj povedal, da bi bolj impresioniral kot prvi govorec, ampak bom zelo kratek. Spravi, zahvaljujem se tudi sam Društvu slovenskih izobražencev za sedaj že v bistvu, bomo rekli, tradicionalno sodelovanje. To je v bistvu že naš tretji skupni posvet v Trstu, ki ga prirejamo vsako leto nekako konec septembra. Za Študijski center je izrednega pomena ne samo, da gojimo sodelovanje znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora, ampak tudi, da sledimo poslanstvu Študijskega centra, ki je zapisano v našem statutu, in to je seveda tudi, da skrbimo oziroma raziskujemo tudi zamejstvo in pa Slovence po svetu. Temu smo se in se bomo posvečali tudi v prihodnje. In pa seveda, da ko govorimo o totalitarnih in avtoritarnih režimih 20. stoletja, da tudi na Študijskem centru posebno pozornost, pa samo v zadnjih letih zelo intenzivno posvečamo seveda tudi fašizmu in pa temu prostoru, slovenskemu prostoru, ki je pod fašizmu najbolj trpel. Danes torej se posvečamo stoletnici Gentilijeve šolske reforme. V zgodovini dolgega trajanja bomo rekli, kajti imamo 9 referentov v 3 panelih in prosim, tisti zadnji panel bo že posegal tudi v obdobje druge svetovne vojne oziroma v leta po njej. Vsem želim uspešne nastop in pa upam seveda tudi na zelo dobro diskusijo med paneli. Hvala lepa. Med nami je tudi nekaj uglednih gostov, dovolite, da pozdravim. Najprej bi pozdravil predstojnika urada za slovenske šole v Furlaniji in Rimski krajini, profesorja Igorja Čekominija. Potem bi pozdravil konzula, generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu, Gregorja Šulca. Med nami je tudi profesor Roman Gruden, predstavnik Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije. Pozdravljam tudi Marijo Grecelj, ki zastopa Svet slovenskih organizacij in vse ostale, tudi predstavnike tiska. Tudi bi pozdravil prihajajočo predsednico Slovenske kulturne gospodarske zveze, profesorico Ksenijo Dobrina. Če bi kdo želel na kratko pozdraviti, je zdaj priložnost. Jaz bi povabil konzula, če bi nas kratko pozdravil. Z veseljem, ampak kot je rekel moj predhodnik, ne po prvem in drugemu teže, kaj pa še ne tretji. Ampak ne glede na to, z veseljem sem se odzval v vabilu, hvala za vabilo in tudi čestitke za organizacijo tega posveta. Se mi zdi, da je zelo pomenljiv, nikoli ne smemo pozabiti zgodovine in zgodovinskih dejstev, se na tem se učimo, da ne bi tega ponovili. Ampak ravno ob 100. obletnici tele reforme, ki je zelo prizadela slovensko šolstvo v Italiji, smo priča nekim novim ukrepom po združevanju ravnateljstev oziroma združevanju 3 ravnateljstev, kar smo tudi na diplomatski ravni, na ravni Slovenije
sprožili zaskrbljenost in nestrinjanje. Tako da želim si, da bi tale posvet danes zbrali v nek, kako se reče, v pisni obliki, vsa ta predavanja, ne bi bilo zelo koristno potem tudi vnaprej za vsem nam, ker vidim glede na govornike, predavatelje in zelo dobre naslove, da bi služilo tudi šolarjem, nam tudi pri delu, tako da, če bi mogoče potem premislili, če bi to izdali tudi v tiskani obliki telereferate. Tako da še enkrat vam želim uspešno delo. Pri tem hvala. Ja, najlepša hvala. Jaz sem bil določen, da povezujem prvi sklop 3 referatov. Kot veste, vsi imamo 9 referatov, ki seveda se jemljajo Gentilejevo šolsko reformo kot osrednjo točko, ampak obravnavajo čas pred njo in čas za njo, tudi prvi povojni čas, ko so se slovenske šole v sedanjem zamejstvu obnovile. Najprej na vrsti dr. Renato Podbersič, ki je soorganizator ali glavni organizator tega simpozija, pobudnik in dela na študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani, drugače pa je iz Šempetra oziroma iz Nove Gorice. Njegov naslov: Prišli, da bi ostali italijansko šolstvo na okupiranem ozemlju 1915-17, torej do Kobarida. Rečeno je bilo, da bi vsak referent imel 20 minut, to bomo težko držali, ker vemo, da vsi referenti bi radi povedali še več, ampak če bi vsak imel na uro 9 ur poslušati, bi bilo malo hudo. Mogoče bo uspelo, da izpolnimo namig gospoda generalnega konzula, da potem oddamo tudi te tekste v neki še bolj izdelani obliki. Prosim, Renato. Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane gospe in gospodje, vsi ljudje dobre volje, ne bom vsakega posebej, ker je dragocen čas. Če bi pričakovali, da bomo govorili o vojnih spopadih v Posočju, na širšem goriškem področju, na prihodih k Trstu, se bomo zmotili. Moj referat je namenjen temu, res da je prvi v tem časovnem loku, ki ga bomo danes obravnavali, kar se je potem v večji ali manjši meri dogajalo tako ob koncu Prve svetovne vojne, še bolj pa potem po uveljavljanju Gentilijeve šolske reforme, se pravi po letu 1923. In kaj je najbolj zanimivo, to bomo videli pri koncu, podobne osebe, kot so sodelovali v tej tako imenovani prvi italijanizaciji ob ukorakanju italijanske vojske na nekdaj avstrijsko ozemlje, ali če hočete avstro-ogrsko, habsburško ozemlje, so potem bile tudi protagonisti dogajanja po koncu Prve svetovne vojne in obdobju med obema vojnama. Torej, gre za ozemlje, ki ga Italija približno mesec po londonskem memorandumu iz leta 1915, aprila 1915, zasede v smislu izpraznjenja ozemlja. Namreč 23. maja se po lepi stari navadi vojna napove 1915, 24. maja italijanske enote prekoračijo nekdanjo avstro-ogrsko-italijansko mejo in zasedejo kar precejšnje ozemlje, ki ga je avstro-ogrska vojska izpraznila iz strateških razlogov. Govorimo seveda o ozemlju desno, na desnem bregu reke Soče, govorimo o ozemlju vzhodne Fulanije, torej Friuli Avstrijako, in pa seveda o krajih, ki so bili poseljeni tudi s slovenskim prebivalstvom. Če je Fulanija in meja med Fulani in Slovenci bila, lahko rečemo, stoletna, nekako in tudi se ni premikala tja do prve vojne, kaj dosti v škodo Slovencev, je zlasti zgornje Posočje, srednje Posočje, pa predvsem področje Goriških Brd, bilo poseljeno s slovenskim prebivalstvom, torej slovanskim, seveda slovenskim prebivalstvom. Nas v tem referatu zanima, kako se je italijanska vojska obnašala na šolskem področju. Torej, kaj so Italijani naredili, in naredili so veliko,
da bi to ozemlje, seveda ne mednarodno pravno, kajti po mednarodnem pravu bi treba počakati na mirovno konferenco po končanih spopadih. Ampak italijanska vojska, ki že 24. maja prekorači mejo, še istega dne zasede potem kraje v Furlaniji, pa to pustimo zdaj nekoliko ob strani, ker nas v tem referatu furlansko prebivalstvo ne zanima. Kaj se je zgodilo s tistimi našimi predniki, našimi rojaki v Posočju, v Brdih, v Kobaridu, kot glavnem centru, ki ga Italijani zasedajo v Posočju, na šolskem področju med Prvo svetovno vojno. Poveljnik oziroma načelnik štaba italijanske vojske je že takoj v začetku vojne izdal sporočilo, v katerem je napovedal zmagovit pohod proti sovražniku. Cilj italijanske vojske je bil predvsem prodret po Vipavski dolini v Ljubljano in naprej proti Dunaju, posledično seveda doseči umik oziroma kapitulacijo oziroma prošnjo za premirje strani avstro-ogrskega nasprotnika. Italijani, kot smo rekli, zasedajo kar nekaj ozemlja, tako na Tridentinskem imate označeno avstro-ogrsko-italijansko mejo in pa ozemeljske pridobitve. In tukaj vidimo, da je uprava teh ozemelj stremela k temu, da bi dejansko to ozemlje že med vojno bilo vključeno v italijansko državo. Italijani so se obnašali tako, kot da to ni začasna zasedba, ampak da bo tudi ostalo potem tako, ko bo vojna končala, seveda z zmagovitim italijanskim orožjem. V tem referatu se ne bomo ukvarjali, kaj se je zgodilo potem po Kobaridu, kako je vojna nihala potem skoraj leto dni do jeseni 1918, ampak treba je poudariti, da Italijani izvajajo podobne tako na upravnem, sodnem in tudi izobraževalnem, torej šolskem področju. Nas, kot smo že rekli, zanima danes predvsem šolsko območje. Še enkrat bi dodal, to območje, ki ga vidite na vaših zemljevidih, na vaši desni strani, torej proti vzhodu, je ozemlje italijanskih pridobitev in vidimo dejansko, da je šlo za prvo veliko okupacijo slovenskega ozemlja, seveda znotraj tedanje Habsburške monarhije. Če odmislimo tistih približek leta 1866, ko Italijani zasedejo Veneto oziroma recimo temu Benečijo, tega se ne bomo zdaj ukvarjali, potem še leta 1918, 1941, ampak to je izven našega obravnavanega obdobja in področja. Torej gre za deželo Goriško-Gradiščansko. Italijani postavijo seveda takoj svojo oblast, ki odgovarja načelniku generalštaba Luigiju Grofu Cadorni. Na avstrijski strani se prebivalstvo umakne, kar ga ustraja, zlasti v Gorici, ki pa zgubi skoraj 2/3 prebivalstva, je šolstvo omejeno na kleti. En takih pomembnih centrov je klet, obokana klet nekdanjega uršulinskega samostana v Gorici, kjer se izobraževanje bolj ali manj odvija ves čas Prve svetovne vojne. Tako približno je izgledal ta porušen, poškodovan, po vojni porušen uršulinski samostan sredi Gorice, Via Monache. Italijani pridejo že takoj 25. maja v Kobarid in zdi se, da Kobarid postane en tak logistični, vojaški, politični, upravni, ampak tudi šolski center v Zgornjem Posočju. Zdaj, možje so bili v avstro-ogrski vojski. Italijansko vojsko pričakajo ženske, starejši, šoloobvezni otroki in seveda tudi kobariški dekan Jurij Peternelj. Italijani seveda na šolskem področju hočejo dejansko normalizirati zadeve s tem, da pokažejo, če šola funkcionira, seveda bomo mi tudi potem prikazali, da so stvari bolj ali manj normalne. To območje je zasedel civilni komisariat generalni sekretariat za civilne zadeve, sekretariatu generale per gli affari e civili, ki ga je upravljal general Agostino D'Alamo. Bil je zanimivo podrejen direktno generalštabu italijanske vojske in njegov namestnik,
pretkan, sposoben diplomat, italijanski diplomat Carlo Galli, igra pomembno vlogo tako pred prvo svetovno vojno kot po vojni, predvsem pa tudi med prvo vojno. Spomnimo se ga, še v letih pred prvo vojno je potoval po Trstu, pa po Posočju, pripravljal neke vrste ekspertize za italijansko državo, predvsem pa italijansko zunanje ministrstvo. In kot smo že uvodoma povedali, celoten ta sekretariat generale, torej generalni sekretariat, preveva delovanje, da se obnaša kot oblast, ki je bila osvojena in se tukaj dejansko ne bo nikoli več umaknila. Zanimivo, če gledamo samo na področju sodstva. Italijanska sodišča, recimo v Krminu, začnejo že konec julija izdajati sodbe, seveda v civilnih zadevah, potem vključujejo zdravstveno oskrbo, tudi na področju zdravstva hočejo Italijani se pokazati, da pač prinašajo napredek. Zanimivo je pa in nas zanima, kako je bilo z področjem šolstva. Kajti šolstvo jemljejo za enega teh preizkusnih kamnov in tudi, bomo rekli, skozi šolstvo pokazati, da so dobri gospodarji. Zdaj, tukaj je nekaj razlik med avstrijsko upravo in italijansko upravo. Italijani seveda kot okupacijska oblast očitajo nekdanjim avstro-ogrským gospodarjem, kajti zasedajo Habsburško ozemlje, da je bila vzgoja v šolah preveč protiitalijanska, začudijo se, da domače prebivalstvo v Posočju ne govori italijansko. Ste brali, da je dnevnik Mussolinija iz prve vojne, kako je bil presenečen, ko je po Kotu Breginskem prišel do Kobarida in ugotovil, da tukaj živijo neki alođeni, torej neki ljudje, ki sploh italijansko ne govorijo. Zanimivo, da v tem konglomeratu uprave so igrali pomembno vlogo italijanski vojaški kurati, torej vojaški duhovniki. To ni bilo samoumevno. Italijanska liberalna država je vojne kurate uvedla šele ob koncu julija, zdaj prve dne avgusta 1914, prej jih ni imela. Zakaj? Zaradi nerešenih odnosov med državo in cerkvijo. Za razliko od Avstrije, kjer duhovniki niso služili vojske. V Italiji so. Italija uvede vojaško službo, torej za duhovnike, torej vojaške kurate, in ti igrajo pomembno vlogo pri, bomo rekli, pri ne samo duhovni, tudi šolski oskrbi na okupiranem ozemlju. Tukaj bi izpostavil patra Giovannija Semerijo, zelo znan pater, morda si upam reči, eden najbolj znanih vojaških kuratov italijanskih, Barnabit, doma, mislim, da iz Monce, ma ne me prijeti 100% za besedo. In on je pogruntal in že novembra 1916 dal ob začetku drugega šolskega leta pod okupacijo predlog, ker je gotovo, da domače prebivalstvo enostavno ne zna italijansko. Govorimo o krajih okoli Soče in posebej čez Soče, kar je pač italijanska vojska zasedla. Torej, da se razumemo, šole so bile organizirane tam, kjer ni bilo vojnih spopadov, ker je bilo dovolj daleč od reke Soče oziroma od bojišč, da se je pouk lahko organiziral. Če je bilo v Furlaniji to lažje, ker v Friuli Furlanija je bila daleč od fronte in tam so organizirali Italijani ne samo osnovno šolstvo, ampak tudi seveda italijansko, da se razumemo, ne furlansko ali pa nemško, so organizirali svoje osnovno in poklicno šolo. Vi imate recimo gospodarsko šolo v Tržiču, v Monfalcone, imate obrtne šole v Krminu, Marijanu in še kje po Furlaniji. Na slovenskem etničnem ozemlju organizirajo same poklicne šole. In tukaj pater Semerija je dal predlog, ker je videl, da Slovenci ne znajo italijansko, da bi začetku uvedli dvojezične šole. Tako seveda uporabljali jezik slovenščino, kot tudi potem italijanščino, zlasti od drugega leta naprej. Vse seveda je šlo pod vplivom oziroma v sozvočju z generalnim sekretariatom za to zasedeno ozemlje. Zdaj, kako so izgledale te šole? V pokrajinskem arhivu v Novi Gorici je zelo dobro ohranjen arhiv tega civilnega komisarijata za politični okraj Tolmin. In tukaj imate dejansko celoten pregled, kako se je to šolstvo izvajalo. Kot sem rekel, Italijani so želeli prikazati normalizacijo, predvsem ali tudi skozi šolstvo.
isto kot na Tridentinskem, isto kot v Furlaniji. Zdaj, če začne šolstvo v Furlaniji, Friuli Avstrija, ko že nekje v šolskem letu 15-16, se na področju etničnem slovenskem ozemlju, krajih okoli Kobarida, predvsem pa v Goriških brdih, to začne v šolskem letu 1916-17. Italijani pa znajdejo, ni lep izraz, vzpostavijo en drugi element, ki mu rečejo tako imenovani edukatori. Recimo temu prevajajo kolegi, pa tudi sam bi, kot neke vrste vzgojevališča. Torej, neke vrste pripravnice za šolo, kjer bi mladi dobili, otroci seveda, prvi stik z šolskim poukom v italijanščini, kot neke vrste priprava na redni šolski pouk. Poudarek je bil na italijanščini in obisk teh vzgojevališč je bil obvezan od dopolnjega 6. leta do 14. leta. In recimo samo na Kobariškem, torej na slovenskem etničnem zemlju, je v šolskem letu 1915-16 delovalo 13 takih vzgojevališč ali, ko smo rekli, edukatori, ustanov, ki jih je obiskovalo 1260 otrok, velika večina je bilo Slovencev. Kakšna je bila pa učna sila v teh vzgojevališčih na Kobariškem? Imamo podatke, da je učilo 20 učiteljev, usposobljenih. Zanimiva je sestava tega učiteljskega zbora. 6 je bilo predvojnih učiteljic z avstro-ogrskimi diplomami oziroma izpiti, torej so imeli avstro-ogrska učiteljišča. In pravi navodilo, plačane morajo biti po stari avstro-ogrski zakonodaji. Nič več, nič manj. Zanimivo je potem, da ostalih 14 je bilo italijanskih učiteljev, prihajali so iz vrst vojaštva in so bili za čas upravljene učiteljske službe oproščeni služenja na fronti. Torej so se nekako želeli iti v šolo, bilo lepše v šoli kot tvegati glavo na fronti. In zanimivo, od teh 14 italijanskih učiteljev je bilo 7 duhovnikov. In ni naključje, da so bili to salezijanci. Salezijanci so seveda, njihovo poslanstvo je vzgoja mladine. In kar polovica teh učiteljev vojakov je bilo salezijancev. Povedal sem še enkrat, ponovim, Italija ni imela abolicije služenja vojaškega roka oziroma biti na fronti kot Avstro-Ogrska, je pa res, da so Italijani svoje vojake, duhovnike uporabljali bolj v zalednih službah za ranjence in tako naprej. Niso ravno pošiljali v prve bojne linije. Zdaj, problem je bil didaktike, pouka, kako te otroke učiti. Namreč, večinoma niso znali italijansko. Ljudje v Posočju, tudi v Brdih, zlasti v vzhodnih Brdih, niso znali italijansko. Tisti, ki niso bili v kontaktu zaradi trgovine s Čedadom, Krminom pred Prvo svetovno vojno. Torej, ideja je bila, da se jih v prvem razredu uči v slovenščini, to bi izvajali bivši učitelji oziroma učiteljice, ki so ostali, se niso umaknili v begunstvo ob italijanski vojni napovedi in italijanskem napredovanju, medtem ko bi od drugega razreda naprej potekalo nekaj časa dvojezično, potem pa italijansko. Zanimivo gledati te navodila, ki so prihajale seveda preko Rima, preko vojaških poveljstev, generalni sekretariat tudi šolstvo vključeno vojaška poveljstva, torej iz Rima preko vojaških poveljstev do samih šolskih inštruktorjev, učiteljev. Od drugega razreda naprej čim več italijanščine, vsak dan na rek, biti pozoren na italijansko slovnico, to je bilo posebno navodilo za učitelje, in poudarek na 2 predmetih, zgodovina in zemljepis. Ampak ne katera zgodovina, kakoli zgodovina pa zemljepis. Zgodovina Italije od Risorgimenta naprej, in pa pri geografiji so rekli geografija patria, se pravi poudarek na domovinski geografiji, torej se razumemo, italijanska država, Apeninski polotok in tako naprej. Imamo kar nekaj podatkov. Če je bilo prvo leto predvsem bolj namenjeno tem vzgojevališčem, je potem tudi v Breginskem kotu, torej kar precej zahodno od frontne linije, kjer se je šolstvo lahko začelo bolj normalno, oddaljeno od vojnih spopadov,
je recimo Borjana, vasica zahodno od Kobarida. Tam se je šolsko leto 16-17 začelo 20. avgusta z mašo, kot po stari avstrijski navadi. Tam sta učila dva učitelja na vaški šoli, učiteljica Justina Soldat, ki je pribežala v Breginski kot iz Ladre, ki je bila blizu fronte in tam ni bilo šole, in vojak, učitelj Maulijo Karigaro. Znana so navodila, ki sta jih prejemala, ki sta jih potem tudi oddajala naprej. V prvem razredu je bilo navodilo, da se otroke opismeni, in pa veliko je bilo risanja in branja. Kot se rekel, italijanski jezik nekako od drugega razreda naprej. Zanimivo je položaj verouka. Avstrija, stara Avstrija, je imela konfesionalni pouk obvezen. Tukaj v italijanski šoli so ohranili, na okupiranem ozemlju so ohranili verouk, ampak bil je v šoli, ni bil pa več obvezen. Zadoščala je beseda staršev in otrok ni več obiskal verouka. Kdo je plačeval šolstvo na okupiranem območju? Dolžne so bile občine, torej stare avstrijske občine, ki so bile zdaj zasedene, ampak zaradi vojnih časov, dajatev ni bilo, pritoka z Dunaja finančnega ni bilo, davki se normalno niso pobirali in so bile velike težave financiranja šol. Šolstvo je postavljalo en velik del proračuna teh občin na okupiranem ozemlju in zaradi tega je priskočila na pomoč italijanska vojska, ki je hvalevredno pokrila manjkajoči denar za delovanje teh šol na okupiranem območju. Zaradi težav smo povedali, da je pater Semerija dal predlog za to, da bi se zadeve spremenile, da bi uvedli dvojezični pouk, ampak ko človek pričakuje tudi skozi dokumente nadgradnjo tovrstnega šolskega sistema, pride do prodora pri Kobaridu jeseni oktobra 1917 in skupaj z italijansko vojsko se umaknejo tudi italijanski učitelji. Govori se celo, da bi potem tiste učitelje, ki so bili avstrijskega rodu, se recimo v slovenskem narodu, v Slovencu, torej ljubljanskih časopisih, nekako sprašujejo, kaj bi z njimi naredili, potem ko pride ponovno avstrijska oblast. Ni podatkov, da bi koga sodno ali kakokoli drugače preganjali. Vsekakor sem vam v začetku omenil nekaj ljudi, ki so delovali v tem italijanskem sistemu in so potem dosegli kar pomembne funkcije v obdobju med obema vojnama pod italijansko državo po Rapalski pogodbi. Tukaj je bil recimo Francesco Salata, zelo pomemben človek. Omenili smo generala D'Adama, bi pa posebej izpostavil Francesca Špacapana. Francesco Špacapan je bil iz slovenske rodbine renegat, ki je pred prvo vojno pobegnil v Videm. Potem bil eden glavnih šolskih nadzornikov na tem zasedenem ozemlju v Posočju in potem po vojni tudi šolski nadzornik za Tolminsko gimnazijo, za celotno šolstvo na Primorskem in zanimivo tudi šolski nadzornik v okupirani Ljubljani leta 1941. Žal me čas preganja, predsedujoči tudi, naj bo dovolj za ta uvod k današnjemu posvetu. Hvala lepa za prijazen poslušanje. Najlepša hvala dr. Renatu Podberšiču. Prej, ko sem nekaj tukaj pisal, potem sem dvignil oči in sem videl, da je med nami tudi vikar koprske škofije za Gorico, Evropsko mesto kulture, novogoriški podžupan, lepo pozdravljena. Zdaj bi pa prosil večkratnega doktorja Igorja Grdino, da pristopi k mikrofonu. Njegovo glavno delovno mesto je na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, vendar predava na več univerzah. In naslov njegovega referata je Gentilijeva šolska reforma, filozofska, italijanska ali fašistična. Prosim. Dragi prijatelji, najprej hvala za povabilo.
Seveda je takšen kompleksen referat lahko samo improviziran in nekakšna skica. Kajti Giovanni Gentile je vendarle filozof z orjaškim opusom, ne vem, če ga je kdo prebral res v celoti. Ne? In ko sem spraševal, recimo, kdo pozna ta Tržaška, njegova predavanja iz leta 19, ne, je celo Renato odpovedal, ki vse ve o teh rečeh. Ne, mislim, ne zato, da bi kogarkoli kritiziral, ampak tako velik opus je in seveda je lahko tudi do neke mere kontradiktoren, ker je pač seveda filozof, res da bil sistemski filozof, sistematski filozof, hegelijanske usmeritve, vendar pa aktualist, ne, torej, tako kot je že bilo povedano, lahko je kdaj tako, lahko je pa kdaj tudi malce drugače. Zdaj, čisto generacijsko sodi nekako v tisto generacijo kot Ivan Cankar, ne, eno leto prej je pravzaprav rojen, na Siciliji 30. maja 1875, potem je bil seveda padel v atentatu, vendar, kot so rekli tisti, ki so atentat izvedli, ne atentat na človeka, ampak na njegove ideje. Ne, torej 15. aprila 1944 v Firencah. Njegovo osebnostno oblikovanje je seveda poreklo kar pomembno in seveda njegova pot potem zlasti to obdobje v Pisi, ne, Scuola Normale Superiore, ki je pač italijanski odvod francoske École Normale Supérieure, ne, torej šole za upravljavce države. Ne, torej to je napoleonska institucija in seveda institucija, ki naj pregnete državljane v dobre državljane cesarstva. In seveda, če pogledate podatke v tej šoli, vidite, da je do 1936 avtonomna, potem zapade v ta sistem, torej fašistični, in vemo, ne, da od leta 1931 morajo univerzitetni profesorji v Italiji priseči torej tudi režimu, ne samo torej državi, ampak režimu. Torej, njegova kariera na univerzi v Palermo, 1910 je profesor za zgodovine filozofije, na univerzi v Pisi, 1914 teoretična filozofija. Seveda filozofija takrat pomeni tudi pedagogiko. Na univerzi v Rimu 1917 zgodovina filozofije, pozneje tudi teoretična filozofija, torej 26 leta. Tem je komisar 1928 in pozneje direktor 1932 Scuola Normale Superiore v Pisi, ne? In seveda jasno ga vidimo, ker kako fašizira to ustanovo in potem od leta 1934 naprej tudi podpredsednik zasebne univerze Bocconi v Milano. Ne? Torej vsestransko dejaven in angažiran. Seveda pa življenje posega kot profesor. Ne? In leta 1848 so v Nemčiji rekli 40 profesorn, Vaterland verloren. Ne? Torej 40 profesorjev, izgubljena domovina. Ne? Torej v zvezi z frankfurtskim parlamentom. Ne? Zdaj seveda ta Giovanni Gentile, ne bom se ustavljal, ne, tisto bistveno o njegovi filozofski usmeritvi je tako ali tako povedano. Ne. Italijanska filozofska situacija, ne, v Zedinjeni pa takšna, ne, seveda je katoliška scena, ampak ob njej so pa zelo različni tokovi, mogoče v tistem momentu še najbolj živ pozitivistični, ampak pozitivizem je bolj teorija kot filozofija
In v tem polu italijanske kulture nastane odpor, pravzaprav glede na to, kaj se v Nemčiji dogaja. In v Nemčiji so takrat seveda žive hegelijanske struje, seveda je se pojavila tudi marksizem in potem seveda neokantovstvo. Ne? Vsega tega bogatstva v tem uporu proti pozitivizmu v Italiji ni, ne? Kajti dve imeni Croce na eni strani, na drugi strani Gentile, sta v znamenju hegelovstva. Ne? In seveda to je pa doktrina, ki je pravzaprav kolektivistična do neke mere. Torej, vemo sicer, kako so te stopne duha razvijajo pri Hegelu, ampak vendarle nismo še tam daleč, da bi prinašali vsakemu posamezniku svobodo. In seveda to, kar Italijo muči v tistem trenutku, je pa neenotnost. V prvem slovenskem bontonu, olikanem Slovencev iz leta 1868, najdete en hecen odlomek, ko se govori o tem, kaj se sme govoriti v zvezi z lepšim spolom, kjer so ženske, ne govorimo o temah moških, je li večji genij Bismarck ali Napoleon, bo Italija zedinjena ostala ali jo bo zrušilo rovarstvo. Točno tako piše. Ne? In seveda, zedinjena Italija, vemo, kako postopa. En način so seveda železnice, drugi način je politika, da se zlepi skupaj, in seveda zdaj tretji način je pa ta kulturna sfera, ki pa ne gre ravno lepo. Ne? Na primeru gledališč bom ilustriral. Ne? Italijanska gledališča po zedinjenju, italijanska država preprosto prevzame vse stroške, kot so prejšnji pač v teh malih državah. Ampak italijanska država ugotovi, da je tega veliko, veliko preveč in teatri se preprosto potem zapirajo. Enako usodo doživljajo banke. Ne? Italijanski bančni sistem prvi se dejansko sesuje in potem pridejo nemške banke in ga vzpostavijo na novo. Ne? Kajti Nemčija je seveda italijanska zaveznica oziroma Prusija. Ne? In zdaj seveda vsej tej generaciji, ki Gentile pripada, je vprašanje enotnosti nekaj samoumevnega. In ta enotnost je problem. Če pogledate potem Prvo svetovno vojno, vidite, da ima Italija seveda v armadi, ki je najbolje organiziran del državnega sistema, celo v armadi ima seveda probleme. Generali se prerivajo. Eno so seveda tisti stari piemontske familije, ne, kot je Cadorna, eno so seveda neki drugi generali, od drugot zaupanje je, ni in tako naprej. Ne. Problem je seveda tudi nepismenost. Ne. Torej, veliko večji problem kot recimo v avstro-ogrski vojski večnarodnost. Ne. Torej, težko je ljudi iz enega dela oboroženih sil prekomandirati v drugega. Velika težava je v mornarici, ne? Kajti tam morajo biti tehnično izobraženi ljudje, ne moreš poslati na ladjo pač kar kogarkoli. Ne? In to je živ problem. In Giovanni Gentile kar naprej nastopa v tem, da je ta problem treba rešiti. Potem, ko je seveda konec Prve svetovne vojne, je cel kup predlogov, kako bi se ti sledovi partikularizmov seveda rešili v neko poenotenje. Vsak od prosvetnih ministrov po Prvi svetovni vojni ima o tem načrt. Ampak nihče nima tako, torej tudi Croce, ne, ki je v 5. Giulittijevi vladi seveda minister za to stvar. Ne. Ampak noben ne uspe reči več kot A in to je načrt. Ne.
Giolitti je seveda tudi praktičen človek, ne, torej najbolj pokvarjeno obdobje italijanske politike, ampak vendarle tudi najbolj prosperitetno na neki način, ne. Torej, in to pa sili vsakega poštenega hegelijanca pravzaprav odpor. In mi se samo čudimo lahko, kako kroče je minister v Giolittijevi vladi, ne. In seveda zdaj vemo, da je Gentile nastopal za to reformo. Leta 19 je imel v Trstu neke razgovore oziroma pravzaprav predavanja učiteljem, in ki so seveda, če gledate poznejšo reformo, njena napoved. Zdaj, človek bi se vprašal, zakaj ni preprosto avstrijskega modela Italija posnela, ne? Kajti avstrijski sistem je bil v bistvu Humboldtov sistem od 1848 naprej. Humboldtov sistem, veste, da je omogočil Nemčiji postati velika sila v drugi industrijski revoluciji. Ne, to je zajamčeno uspešen sistem in avstrijska, torej stopenska šola, ne, to se pravi najprej ljudska šola, potem je seveda strokovno šolstvo na eni strani, na drugi strani gimnazija 8-letna, klasična gimnazija, potem na tretji strani so to realke 7-letne šole, kamor greste potem na tehnične univerze oziroma tehniške visoke šole, takrat še iz gimnazij pa univerze. Ne? Torej, tu je jasna stvar, izpit je pa matura. Ne? In zdaj seveda lahko samo ugibamo, koliko se je Gentile tukaj, ko je videl stvari, kako so vendarle v avstrijsko-ilirskem primorju bile organizirane, seznanil s temi stvarmi in kako je pravzaprav potem razmišljal, kako bi uvedel pač v Italiji enotni šolski sistem, kajti sledovi teh partikularizmov še enkrat so bili živi. Ne? In zdaj seveda vemo, da prva Mussolinijeva vlada je koalicijska. Ne? Torej, Mussolini, potem seveda 4 liberalci, 2 populara, nacionalist Federzoni in filozof Gentile, takrat še ne član fašistične stranke, bo pa postal leta 1923, in potem seveda en general, ne, torej Diaz in seveda Thaon di Ravel, ampak to sta tudi strokovnjaka, ki se, torej vsaj general se ni ukoristil s tem položajem. Ne. Zdaj seveda za Gentileja pa vemo, kako je razmišljal o Italijanih. Ne. Italijanska herojska doba je 11-12 stoletje, to je upor proti nemškim cesarjem, ne. Potem renesansa seveda še, potem je tisto, čemur bi se reklo nižava, in zdaj Risorgimento je poskus nekega dviga, ne, in zdaj je seveda, tukaj dobite neko, bi rekli, hegelijansko krivuljo oziroma vzpon, ki bi ga on zdaj samo še seveda pospešil. Ne. In lepo, kot vse reforme, vse politične reforme se začenjajo z lepimi gesli, ne, kvaliteta namesto kvantitete. In to uspe. Ne. Torej, v srednjih šolah je leta 22-23 337 tisoč dijakov v Italiji, 26-27 237 tisoč, torej 27 tisoč, ne, upad je. Potem na univerzah pade od 53 tisoč do 42 tisoč, ne. Tisto, kar je pa seveda tukaj najhujše, pravzaprav je pa izpitni sistem. Tako kot je matura, seveda kontrolni sistem, ali učitelji učijo tisto, naučijo tisto, o čemur se ga morajo naučiti, tako je seveda tukaj ta njegov izpitni sistem glavna stvar. In seveda jasno je torej, da
to ni neutralna šola, to je šola črne barve in zgodovinar James Gregor pravi, ne, da je Gentile filozof fašizma, preden je fašizem sploh nastal. Kajti vse bistvene postavke te reforme so seveda tukaj. Čeprav seveda izhaja iz hegelijanske filozofije in seveda iz italijanskih problemov. In to vse skupaj, to, če odgovorim na to vprašanje, ne, osnovno je vse troje, je filozofska, je italijanska in je seveda fašistična po izvedbi. Nič levo, nič desno, ampak naravnost v črno barvo. Ne? In seveda zdaj ta smer je bila naravnost proti kakršnikoli pisanosti, ne? Tako regionalni, ki je dotlej obstajala v Italiji in ki je, priznajmo, italijanska moč. Ne? Italijanska moč je v improvizaciji in seveda iskanju nekih nekonvencionalnih rešitev. Medtem ko da vse spravite na isti šimelj, to je pruski način, ne? Ampak tam je načrtovanje, izvedba, nadzor, pravijo seveda nemški pregovor, ne, da zaupanje je dobro, nadzor je boljši. In seveda Nemci na ta način in srednja Evropa funkcionira. Ne. Zdaj seveda v Italiji pa, zdaj ko je postala po prvi svetovni vojni dobila drugačno prebivalstvo tudi, tukaj pride pa seveda do tragedije. Ne? Torej tragedije južnih Tirolcev, do tragedije Slovencev, do tragedije Hrvatov, ne? Ki vendarle si vsi to drugače predstavljajo, neko nasledstvo Avstrije in seveda vsaj vrhovna oblast naj bo dobronamerna in sprejema nevtralne zakone, ki so za vse enaki. Ne? Tega v Italiji seveda ni bilo in to je tisti prvi šok, in ko italijanski ti ideologi pišejo o Slovencih, ne, torej to so prave rasistične opombe, ne, topi, debeloglavi, ne razumejo, trdobučni, ne razumejo, kako je z zakoni. Zakoni so napisani ne za oblast, ampak za ostale. Ne. Torej, veste, da bi bilo odveč vam razlagati, kakšne so posledice psihološke, so večgeneracijske. Vse to je jasno, da če pride toliko šokov en za drugim, je jasno, da se to ne more končati. In ta šolska reforma seveda pa ni čisto enovita. Ne? Torej, to so kraljevski dekreti 1679, dne 21. decembra 22, številka 1753, 16. julij 23, 1054, 6. maj 23, 2102, 30. september 23 in številka 2185, torej 1. oktober 1923. Pazite, to so kraljevski dekreti, ne? To niso zakoni. In seveda pritožbeni postopki so v tem primeru drugačni, dolgotrajnejši in stranka ima veliko manj možnosti, da po pravni poti kaj uspe. Druga stvar, veste, ne, da v tistem času je en kratkoročni ukrep, ki fašizacijo pospeši, Acerbov zakon, ne, volilni zakon, ki je pač karikatura proporcionalnega sistema, in to je kratkoročna fašizacija. Tole je dolgoročna fašizacija, ne, ki
pusti neke korenine, čeprav je seveda Gentile potem, ko je fašistični režim padel, ugotavljal, da smo popolnoma bili neuspešni. Ne? To seveda ne drži. Poglejte, v sedanjem italijanskem šolskem sistemu marsikaj se je obdržalo, nekaj se seveda ni obdržalo, ne? Ampak vendarle Gentile je zaznamoval italijanski šolski sistem, Italijo in seveda torej dušo te dežele. Ne? In zdaj bom sklenil pač mogoče z nekim paradoksom, gledajte, Mussolini je seveda fašizem navezal na Italijo. Ne moramo govoriti o fašizmu brez Italije. Ampak Italijo je pa na fašizem navezal Gentile. In to je usodnejše, je težje opredeliti, ker to so seveda te zelo subtilni pritiski, ki potem ostanejo, ki se prenašajo skozi od staršev na mladino. Ne smeš biti bela vrana med črnimi in veste, kakšne so bile razmere. Ne? Torej, mogoče je najbolj pretresljivo to, kar je Pavel Merku napisal, ne? Da se je on učil slovensko takrat, ko se je začel starogrško. Torej, v gimnaziji in seveda, gledajte, to je vendarle v njegovem primeru, no vsaj očetovščina je bila, ne, če materinščina, ne, tako pač lahko razpravljamo, kaj je bila pri njem, ampak on je bil seveda zelo zaveden in zavesten Slovenec. Ne. In zdaj oblikovati človeka v tistem času, ne pa v tisti otroški dobi, veste, da je to velikanska motnja. In to je ena generacija dala skozi, in to je na neki način prenesla potem v naslednjo generacijo. In to je pa seveda trajni nasledek, trajni osad te reforme. No, toliko res čisto na kratko, kaj več seveda v potem pisni verziji. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, dr. Gordini. In zdaj je na vrsti referat Gentileva šolska reforma in slovensko šolstvo na Primorskem. Prosim, gospodično, gospo Mileno Černe, ki je diplomirala tako iz zgodovine kot iz germanistike in deluje, oziroma je v službi na pokojninskem arhivu Nova Gorica. Tudi po odmoru, torej po tem referatu, naslednji bo že nekaj konkretni odmevi, pa tisti bodo v Istri in je tam naš referent. Hvala lepa. Se vidi? Se vidi? Ja, zdaj se vidi. Ne, se ne vidi. Ja, kako da ne. Aha. Tako. Torej, v svojem prispevku bom spregovorila o učinkih Gentileve reforme na šolstvo na Primorskem. Pri tem se bom v veliki meri naslonila na arhivsko gradivo, ki ga hranimo v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici, in nekaj teh dokumentov bom tudi predstavila na prosojnicah. Najprej nekaj besed o času do reforme. Posegi italijanskih oblasti na šolsko področje so od zasedbe naprej delovali v smeri čimprejšnje asimilacije slovenskega prebivalstva. Takoj po zasedbi so začeli v osnovno šolo uvajati pouk italijanščine. Večinoma naj bi bil sicer neobvezen, vendar je bil pogosto vsiljen. Protesti staršev in županstev ga niso mogli preprečiti. Na tej prvi prosojnici vidimo protest staršev iz Sožida, ki se pritožujejo, da otroci še materinščine ne znajo dovolj in da so preobremenjeni z dodatnimi urami italijanščine. Ob slovenskih šolah so na podeželju začele nastajati tudi italijanske šole, in sicer na tako imenovanih jezikovno mešanih področjih. Pri tem so bili mišljeni čisto slovenski kraji, kamor se je naselilo nekaj italijanskih družin.
Tako je še pred Gentilejevo reformo v severnem delu Primorske, brez mesta Gorice, delovalo nekaj italijanskih ljudskih šol, po mojih informacijah 7. Slovenskih vrtcev italijanske oblasti niso več dovolile. Čim prej naj bi jih zamenjali italijanski. Slovenska državna gimnazija v Gorici ni bila obnovljena, slovensko učiteljišče, prej v Gorici, je smelo odpreti vrata v oddaljenem Tolminu. Dovolili pa so tudi slovensko realko v Idriji. Do slovenskih učiteljev je bila nova oblast od vsega začetka nezaupljiva in jih je obravnavala kot resno oviro za uveljavljanje italijanskih interesov. Strogo je preverjala njihovo politično-moralno naravnanost in jih na različne načine disciplinirala. Obtoževali so jih proti italijanskih čustev in propagande, kot denimo v primeru, ki ga vidimo na prosojnici, učiteljice v Volarjih, Milene Bratina, ki je leta 1921 sprožila akcijo zbiranja denarne pomoči slovanskim žrtvam fašističnega nasilja v Istri. S tem naj bi po mnenju poveljnika tolminskih karabinjerjev razpihovala nepomirljivo sovraštvo proti Italiji. Nekateri učitelji so se že takrat zaradi težkih razmer izselili v Jugoslavijo, nekateri se sploh niso vrnili na svoje delovno mesto, tistim rojenim onkraj demarkacijske črte so pogosto zavrnili italijansko državljanstvo. Podobno se je godilo tudi duhovnikom katehetom, saj se je oblast dobro zavedala narodno-obrambne moči duhovščine in njihovega vpliva na otroke in mladino. Omejiti ga je poskušala tudi s posegi v pouk verouka. Vzpon fašizma na oblasti prinesel velike spremembe na področju šolstva, ki so se v zgodovino zapisale kot Gentilejeva šolska reforma. V teku leta 1923 je bila izdana vrsta dekretov, ki so reorganizirali celoten šolski sistem. V Julijski krajini je bila s tem dokončno odpravljena avtonomija, ki se je v avstrijskih časih uresničevala preko šolskih svetov, deželnega, okrajnih in krajevnih. Ukinjene so bile tudi posebnosti šole iz avstrijskih časov, na primer meščanska šola. Ustanovljeno je bilo kraljevo skrbništvo s sedežem v Trstu, ki je poleg Julijske krajine pokrivalo tudi Furlanijo in Zadar in naj bi omogočilo lažje poenotenje kulture prebivalstva tega področja z nacionalno italijansko. Za manjšine najbolj poguben odlok šolske reforme je bila uredba šolskih stopenj in učnih programov ljudsko-šolskega pouka, sprejeta 1. oktobra 1923, ki je urejala osnovnošolsko izobraževanje. Njen 4. člen je določal, da se v vseh osnovnih šolah kraljevine poučuje v državnem jeziku in omogočal pouk maternega jezika v dodatnih urah. V 17. členu je odlok določal postopno uvajanje italijanščine. V prvem letu reforme v prve razrede, v naslednjem letu še v druge in tako naprej, dokler ne bi v vseh razredih bil učni jezik italijanski. Čeprav je zakon stopil v veljavo šele po objavi 24. oktobra, je šolski skrbnik v Trstu začel z uveljavljanjem njegovih določil nemudoma. Tega niso mogli preprečiti ne protesti slovenskega časopisa in staršev, ne intervencije slovenskih poslancev v parlamentu. Slovenski šoli je odlok zategnil zanko okoli vratu, da je v nekaj letih odmrla. Uvajanje italijanskega učnega jezika je dejansko potekalo ponekod še hitreje, kot je predvideval zakon, saj so bile šole večinoma eno- in dvorazrednice. Italijanski pouk se v prvem letu ni vpeljal le v prvi razred, ampak tudi v tiste razrede, ki so bili z njim združeni v skupnem oddelku. Na prosojnici vidimo primer urnika dvorazredne šole v Hudaj Južni v tem prvem letu reforme. Na levi strani prvi razred, v katerem so bili otroci 1., 2. in 3. šolskega leta, poučevala jih je italijanska učiteljica, imeli so 3 dodatne ure slovenščine.
medtem ko so bili otroci od 4. do 8. šolskega leta združeni v drugi razred, ti pa so imeli pouk v slovenščini in 4 do 5 ur dodatnih ur italijanščine. Kako se je odvijal pouk v tistih letih, lahko preberemo v zapiskih učitelja tigrovca Antona Rutarja, katerega gradivo hranimo tudi pri nas v arhivu. Takole piše. Učitelji so se mučili z otroki in otroci so bili v mučilnici. Znali niso nič. Razlagali so v slovenščini in nato naučili en stavek v italijanščini. Seveda se je vsak učitelj pri razlagi posluževal materinščine. Na enorazrednicah je to še šlo, ker je bil učitelj sam. Dvorazrednice so imele že po enega Italijana ali pa fašista, ki je neprestano nastavljal uho na vrata. In še dodaja, na Temlinah, v Lojah, v Poreznu in Krnu me ni nihče nadzoroval. Delil sem otrokom slovenske abecednike in druge knjige, ter jih prej naučil slovensko čitati. Tukaj imamo odlično zaključno spričevalo pisatelja Cirila Kosmača iz tega prvega leta šolske reforme, ki je šolo na Slapu ob Idrici še opravil v slovenščini. Spričevalo je seveda že v italijanščini. Podpisan je njegov učitelj Filip Podgornik, o katerem bomo še nekaj slišali. Reforma je prizadela tudi srednje šole, odpravila je idrijsko realko, učiteljišče v Tolminu je postalo italijansko in bilo kmalu zatem tudi ukinjeno, nadomestila ga je gimnazija licej. Novembra 1925 je sledil nov udarec. Ukinjen je bil pouk materinščine v dodatnih urah, za katerega je tedanji šolski minister Fedele slovenskemu poslancu besednjaku priznal, da je bil le slepilo. Tako so slovenski učitelji slovenske učence morali poučevati le še v italijanščini. Zadnji branik slovenščine v šolah so ostali slovenski duhovniki kateheti, s trdno oporo v goriškem nadškofu Frančišku Borgi iz Sedeju. Kljub pritiskom in raznim poskusom oblasti, da bi izpodrinili slovenski verouk, se je ta v šoli obdržal vse do jeseni 1928, ko je šolski skrbnik v Trstu zaukazal pouk verouka v italijanščini. Takoj zatem je nadškof odredil, naj se prenese verouk v cerkve in zakristije, ter s pastirskim pismom januarja 1929 ustanovil tako imenovane župnijske ali farne šole. Na prosojnici vidimo primer farne šole v Tomaju s takratnim župnikom Albinom Kjudrom. Ob vedno hujših fašističnih pritiskih je tik pred svojim odstopom in smrtjo jeseni 1931 skupaj s sufraganoma izdal vodila dušnim pastirjem, norme, s katerim je sedaj predpisal rabo maternega jezika pri pouku in pravico staršev, da se svobodno odločajo za jezik pouka. Med letoma 1928 in 1943 so bile farne šole edine slovenske šole, kjer so se otroci poleg verouka učili tudi slovensko brati in pisati. Verouk je postal nadomestilo za vse slovensko šolstvo, ki nam ga je Italija uničila, je konec leta 1933 zapisal poslanec Besednjak. Režim je v farnih šolah videl protidržavno delovanje. Duhovniki so bili izpostavljeni hudim pritiskom, poniževanju in krivicam. Zasliševali so jih, jim grozili, obsojali na svarila, opomine, zapore in konfinacije. Na prosojnici vidimo del mesečnega poročila Goriške kvesture o dejavnosti slovenske duhovščine in o policijskih ukrepih proti njej v letu 1934, pravi junija. Na seznamu Filip Trčelj, za katerega piše, da je že v Jugoslaviji. Več duhovnikov z tega seznama je bilo obravnavanih zaradi slovenskega pouka v farnih šolah, nasprotovanja italijanskemu vrtcu in organizaciji Balila. Slovenski jezik in narodno zavest so otrokom posredovale tudi družine same. V pomoč staršem so izhajali listi za otroke, posebej naj izpostavim tudi abecednik Prvi koraki in berilo Kolački.
Abecednike so skrivaj razvažali po slovenskih vaseh in jih brezplačno delili družinam z osnovnošolskimi otroki. Fašisti so prežali na slovenske knjige, jih večkrat zaplenili in kaznovali tiste, ki so jih delili. Prežali so tudi na zasebne šolske tečaje slovenščine in preganjali organizatorje, čeprav zakonodaja ni prepovedovala zasebnega šolstva. Pod drobnogledom so imeli tudi učitelje. Didaktični ravnatelj v Kanalu je po navodilih tolminskega šolskega nadzornika Špacapana poleti 1926 moral raziskati, ali sta učiteljici Katarina Močnik in Valerija Boškin skrivaj poučevali otroke nižjih razredov slovenski jezik, potem, ko je bil ta že ukinjen. Saj so pri hišni preiskavi Močnikove našli 36 izvodov lista za mladino Novi rod. Ravnatelj v poročilu nadzorniku navaja pojasnilo učiteljice, da naj bi Novi rod, ki ga je šola brezplačno prejemala, nosila domov z namenom, da ga vrne v Trst. Režim je imel na piki slovenske učitelje kot eno največjih ovir za svojo raznarodovalno politiko. Poniževal in preganjal jih je z zastraševanjem, premeščanjem, policijskim nadzorom, odpuščanjem iz službe, predčasnimi upokojitvami, konfinacijami in zaporom. Fašizem je postopoma onemogočal delovanje učiteljskih društev in njihove zveze in obenem vršil hude pritiske k vpisu v fašistični učiteljski sindikat. Leta 1926 je Zvezo slovanskih učiteljskih društev ukinil. Tukaj vidimo dopis šolskega nadzornika v Tolminu, aprila 1926, s katerim obvešča skrbništvo v Trstu, da učitelj Filip Podgornik, torej Kosmačev učitelj, da je zavrnil članstvo v fašističnem sindikatu, ker se ne strinja s fašistično usmeritvijo. Na desni strani je izjava učitelja. Nadalje pravi nadzornik, da zavrača poučevanje italijanščine in uporabo tega jezika in da je kritiziral razmere v šoli po uvedbi Gentilejeve reforme in jo primerjal razmere s stanjem v času nekdanje Avstrije. Istega leta je bil učitelj odpuščen in se je izselil v Jugoslavijo. Že oktobra 1923 je bilo zaradi uvedbe italijanščine v prve razrede odpuščenih veliko učiteljev. 1925 je bil izdan odlok, ki je slovenskim učiteljem nalagal, da morajo v 2 letih opraviti izpit iz italijanščine, če hočejo še nadalje poučevati. Konec istega leta je bil sprejet zakon, ki je omogočil vladi odpuščanje uslužbencev, ki niso bili lojalni režimu ali njihovo vedenje ni bilo v skladu z direktivami vlade. Na tej podlagi je bila odpuščena večina slovenskih učiteljev. Tukaj vidimo seznam premeščenih učiteljev in tistih, ki so izgubili službo, ker niso opravili izpita italijanščine. Ta seznam je sestavilo Tolminsko šolsko nadzorništvo leta 1927. Tiste slovenske učitelje, ki so obdržali službo, so postopoma iztrgali iz slovenskega okolja in jih premestili v notranjost Italije, tako da je na koncu v Julijski krajini ostala le še peščica. Na tej fotografiji je slovenski učitelj Hubert Močnik s svojim razredom v Genovi, ki je kar 14 let služboval na šolah v Liguriji in je v svojih spominih zapisal, da so se v tem času njegovi otroci doma učili tudi slovensko. Na izpraznjena učiteljska mesta so zasedali večinoma mladi italijanski učitelji iz starih provinc, velikokrat tudi Sicilije, ki seveda niso znali slovensko. Njihov položaj ni bil zavidljiv, saj so občutili odpor domačega prebivalstva do šole in njen neuspeh pri asimilaciji. V ohranjenih šolskih dnevnikih lahko beremo njihove zapise. Naj navedem nekaj teh zapisov, ki so vsi iz druge polovice 30 let. Naprimer, otroci niso iskreni in v medsebojnem pogovoru sploh ne uporabljajo italijanščine. Ali
Drugorodni otroci se z velikimi težavami sporazumevajo v italijanščini. To je bilo iz leta 1939. Ali drugorodni otrok sovraži italijansko šolo. Nošenje podarjene uniforme balile jim ne predstavlja nagrade, temveč žrtev. Če je italijanske učitelje predanost asimilacijski politiki zanesla v grobo zatiranje slovenskega jezika in maltretiranje otrok, sta se nenaklonjenost in nezaupanje ljudi stopnjevali v sovražno razpoloženje ter celo napade na vrtce, šole in osebje. Zloglasen je postal primer učitelja Sotosantija v Vrhpolju, ki so ga zaradi tega tudi ustrelili. Tukaj pa vidimo poročilo prefekturnega komisarja Goriški prefekturi o poskusu požiga šole v Bovcu v letu 30. Šolske dejavnosti in učne vsebine so bile prepojene s fašistično ideologijo, ki se ji je pridružil militarizem. Mladinske fašistične organizacije so v težnji po vsesplošnem nadzoru vsiljevale pečat fašizma tudi izven šolskemu življenju otrok. V rekreacijskih centrih so učitelji v popoldanskem času nekajkrat tedensko zbirali šolsko mladino, prirejali so fašistične sobote, namenjene telesnemu usposabljanju, in v poletnem času kolonije. Obvezne dejavnosti v popoldanskem času so bile dobrodošle med drugim zato, da so ovirale izvajanje slovenskega verouka. Toda večjega uspeha te organizacije niso dosegle, saj se jih mnogi otroci zaradi obilice dela doma ali oddaljenosti niti niso mogli udeleževati. Po italijanski kapitulaciji septembra 1943 se je nastavljeno italijansko učiteljstvo umaknilo in obnavljati so se začele slovenske šole. Šolski sistem, ki je tako imenovani obmejni šoli v Julijski krajini namenil ključno vlogo pri integraciji drugorodnega prebivalstva v italijansko kulturo, ni izpolnil fašističnih pričakovanj. Napori, ki jih je vlagal režim v ta namen, so bili močno nesorazmerni s skromnimi in začasnimi uspehi, ki jih je dosegal. Če zaključim z besedami iz poročila tajne krščansko-socialne organizacije. Ko otroci dovršijo šolo, pozabijo po večini vse, česar so se v italijanskem jeziku naučili. Tako je vsaj po vaseh, kjer ljudstvo šole ne smatra za prosvetno institucijo, ampak jo sovraži kot mučilnico otrok. Doma otroci slišijo od staršev o Italiji samo slabo. Vrh tega so otroci v cerkvi v stiku z narodnim duhovnikom, ki jim vceplja v dušo verske resnice in moralne nauke v maternem jeziku, in to priliko gotovo uporablja za to, da krepi v deci narodno zavest in ljubezen do slovanske zemlje sploh. Hvala.